poletje je tu in marsikdo pomisli, kako bi lahko na pravi način izgubil kakšen kilogram. Odgovor ima Jelena Dimitrijevič, ki svoje nasvete deli tudi v ekološki trgovini Kalček v Šiški in tudi na novi lokaciji v BTC-ju v Ljubljani. Jelena, a je debelost samo estetski problem? Ja, seveda, da ne. Zaradi tega, ker v bistvu z debelostjo povezujemo različne bolezni, ki jim pravimo sodobne bolezni, kot so recimo srčno-žilne bolezni, diabetes tipa 2. Tudi recimo sama teža zelo močno obremeni sklepe. Pa hkrati, ko imamo preveč kilogramov, to pomeni, da imamo tudi več vnetij v našem telesu, kar posledično pelje do več komplikacij. Tako da ni samo to, ne sme biti samo motiv, da se shujšamo, da spremenimo svojo težo, samo to, da bi izgledali mogoče malo lepše v kopalkah, ampak ravno zaradi našega zdravja. Katero hrano in kako pa je treba jesti, da shujšamo? Jaz seveda poudarjam zmeri, da je treba pojesti čim več rastlinske hrane, predvsem tudi zaradi tega, ker rastlinska hrana vsebuje, seveda govorimo o polnovredni rastlinski hrani, veliko več vlaknin. Vlaknine pa so ravno tiste, ki nam pomagajo pri samem procesu hujšanja, ampak hkrati nas nahranijo tudi na celični ravni. Dobimo na tak način veliko različnih mineralov, vitaminov, koristnih snovi. Poleg tega pa v bistvu moramo paziti tudi na samo kombinacijo živil. Se pravi, zjutraj pojemo majčkeno več recimo kompleksnih ogljikovih hidratov, kot recimo kakšne kaše, za malico sadje, zdaj v tem času je itak tak res obile različnega sadja, posebej tistega jagodičevja, čim več. Ne smemo tudi pri hujšanju pozabiti na zeleno barvo, se pravi vse, kar je zelene barve, veliko takih sveže stisnjenih zelenjavnih sokov, pa tudi čim več grenke zelenjave, zaradi tega, ker grenka zelenjava tudi zmanjša željo po sladkem. Za kosilo recimo je kakšna kombinacija stročnic pa zelenjave. Popoldne in zvečer pa pazimo res, da ni več sadja in da ni ogljikovih hidratov v tem smislu, kot so recimo kakšna žita ali izdelki iz žit. Pazimo seveda na vnos maščob, naj so kakovostne, zaradi tega, ker maščobe so tudi pomembne za uravnavanje krvnega sladkorja, ampak spet jaz pravim, bolj poudarjam tiste, ki niso v tekoči obliki, bolj kakšna semena, oreški, tudi v pravilni kombinaciji, semena bolj recimo z kakšnimi žiti ali stročnicami, kakšne v solatke lahko dodajamo, naredimo kakšne namaze, oreške pa bolj samostojno uživamo. Tako na tak način seveda dodajamo, maksimalno dodajamo čim več sveže hrane, čim več bazične hrane, da bi na tak način tudi razstrupljali svoje telo, ker vemo, da se tudi toksične snovi nabirajo v maščobnih celicah. Jelena, tule je avokado tudi zelo zdrav, ga lahko omeniva? Tako je, ker vsebuje kakovostne maščobe, kot sem že prej omenila, maščobe so pomembne, ampak v taki polnovredni obliki zaradi uravnavanja krvnega sladkorja in zaradi tega, ker v bistvu nam bo pomagal, da nismo tako močno lačni. Lahko ga dodamo recimo kakšne zelenjavne smutije, naredimo iz zelene listnate zelenjave, dodamo avokado, bo tak en krema smuti, ki nam bo pomagal tudi, da smo siti in da na tak način lažje tudi hujšamo. Seveda ne smemo pa pozabiti tudi na zadosten vnos tekočine, na gibanje in tako dalje. Kaj pa mogoče lahko omeniva kakšne posebne rastline, mogoče kakšna prehranska dopolnila? Seveda, zmeri nam nekaj pomaga, poleg tiste pravilne prehrane, predvsem pravim polnovredne rastlinske prehrane, brez dodanih sladkorjev in predelane hrane na splošno, alkohola in tako dalje. V bistvu je zelo pomaga, da če želimo izgubiti recimo maščobo ravno na teh predelih, kjer je ne moremo. Dostikrat spremenimo prehrano, se gibamo, ampak pol nekako ne gre. Tako da tukaj nam zelo pomaga Garcinia Kambodža v obliki prahu. Tudi v prispevku najbrž bomo videli, kateri so tisti izbrana prehranska dopolnila. Gurmari, zelo dobro prehransko dopolnilo. Lahko recimo indijski trepotec uporabljamo, ker vsebuje zelo veliko vlaknin, hkrati tudi zmanjša to željo po hrani in v bistvu uravnava tudi krvni sladkor. Potem recimo lahko dodajamo kakšne začimbe, kot so cimet, ingver, kardamom, kurkuma, tudi triplat, grško seno, vse, kar nekako tudi pomaga pri uravnavanju krvnega sladkorja. Hkrati pa recimo lahko dodamo še kakšno mako, lahko ginseng, baobab, različne jagodičevje, trave, užitne trave, pa tudi recimo kakšno spirulino, klorelo, nekaj, kar bo tudi razstrupljalo naše telo, hkrati pa bo zmanjševalo različne vnetja, uravnavalo naš hormonski sistem, ker vemo, da tudi v času, ko želimo hujšati, potem imamo veliko tudi težave s hormoni ali se ne izloča dovolj
nevrotransmitere, kot je serotonin, tako da tukaj nam nekateri od teh prehranskih dodatkov zelo pomagajo, da podprejo na splošno celoten ta proces, ampak ne smemo pozabiti, da hujšanje ni klasično dieta, ko mi omejimo samo vnos kalorij, ampak moramo bolj široko razmišljati, da govorimo o spremembi prehranjevalnih navad, življenjskega stila na splošno, ker v bistvu to ni samo en segment, bomo 1 mesec, 2 meseca pred poletjem naredili nekaj zase, ampak res moramo razmišljati bolj širše, da bi na tak način tudi podprli naše zdravje.